Večina ljudi novega Outlanderja najbrž niti ne bi prepoznala. Vsaka znamka namreč pri svojih modelih drži določeno oblikovalsko nit, oblikovalski jezik, če hočete, ki je potem skupen vsem modelom. In zato je prejšnji Outlander s tistim agresivnim nosom spominjal na Lancerja Evolution in to mi je bilo všeč. Novi Outlander je čisto drugačen. Meni osebno oblikovno ni toliko všeč kot prejšnji, je pa res, da s temi kromiranimi dodatki deluje bolj zrelo in odraslo. In tudi bolj uglajeno, zato si kar težko predstavljam, da bi ga kdo mučil po terenu. Čeprav tudi to zmore. Notranjost so naredili bogatejšo s temi dodatki v imitaciji ogljikovih vlaken, kar je sicer super, imam pa vseeno en pomislek. Sedanji del sprednjih sedežev je absolutno prekratek, celo zame. Avtomobili iz dežele vzhajajočega sonca imajo takšno hibo pogosto, ampak tule so sedeži res kratki. V drugi vrsti so se potniki pritožili nad pomanjkanjem prostora, je potem 25 cm vzdolžni pomik klopi to težavo rešil, je pa seveda logično, da na 6. in 7. sedežu tamle zadaj udobno ne bo sedel nihče. Zato jo sam ne maram in bi namesto njiju raje imel bolj globok prtljažni prostor in ne tako plitkega. Tudi pri nameščanju otroškega sedeža tamle spredaj mi je šlo par kletvic, ker so sidrišča občutno pregloboko. S tem se moje kritike bolj ali manj zaključijo. Pri voznih lastnostih upoštevajte, da Outlander želi biti bolj udoben in zato vozne lastnosti niso tako suverene kot denimo pri CR-V-ju, vas pa bo ravno zato navdušil z udobjem in je lahko zelo dober potovalnik. S tem programom EcoMode pa tudi ne porabi veliko, na testu okrog 8 litrov, je pa kljub manjši moči v primerjavi s predhodnikom povsem dovolj zmogljiv. Motor ima skoraj 30 konjev manj, ampak je navor tako linearno razporejen, da se zdi, da je moči vedno dovolj. Tudi občutek na volanu je dober, menjalnik je natančen in na tem področju nimam nobenih pripomb. Na terenu je Outlander suveren, zlasti če prestavim tole stikalo na lok in zaklenem pogon, je pa dejstvo, da ga boste večinoma videvali na urejenih podlagah. Skoraj zaščitni znak vseh Mitsubishih pa je postalo še ozvočenje Rockford Fosgate in tudi tukaj 710-vatni sistem z 9 zvočniki zna poskrbeti za razbijanje. Tudi zaslon na dotik deluje dobro, pogrešam edino parkirne senzorje zadaj, ker so gabariti avtomobila veliki in robovi kot pri večini terencev slabo vidni. Zračna kamera pa stanje ne pokaže dovolj dobro. To res doplačajte. Pod črto je Outlander dober avtomobil in s takšno precej bogato opremo in ceno pod 35.000 cenovno konkurenčen. Le eno težavo ima. Dobrih SUV-jev je na trgu kar nekaj.